Pozdravljeni! V tem nedvomno kriznem trenutku za skuderijo Ferrari se bomo za trenutek posvetili karakterju določenih akterjev, kateri so na vodilnih položajih v tej ekipi. Pri skuderiji Ferrari smo priča globoki krizi. In mnogi se sprašujejo, je vzrok v pogonskem sklopu, je vzrok v šasiji, je vzrok nekje drugje. Tudi sam sem povedal iz tehničnega vidika moj pogled na zadevo. A pogostokrat pozabljamo na karakter. Namreč motošport je deloma tudi šport in v vsakem športu so zmagovalna obdobja in na to prej ali slej pridejo tudi tista obdobja, ko so bolj prisotni porazi. In prav v teh slednjih obdobjih se vidi karakter osebe. Kaj vse je pripravljen storiti, da se bo vrnil na tista zmagovalna pota. In mu bo uspelo ali ne, se vidi v prihodnosti, a karakter je pomemben. In prav tu pri karakterju menim, da je tudi ena izmed šibkih točk v današnji skuderiji Ferrari. Namreč razvidno je, da na vodilnih mestih imamo posameznike, katerih karakter ni pravzaprav tako očiten. Tista zmagovalna želja zgleda, kot da ni dovolj velika. Namreč, če primerjamo tisto, kar vidimo sedaj, s tistim, kar smo videli malce prej v obdobju Sergia Marchioneja, lahko vidimo, da se je stvar obrnila tam nekje za okrog 180 stopinj. Sergio Marchionne je bil strasten človek. Njegov pogled na Formulo 1 in moj pogled na Formulo 1 se je marsikdaj razlikoval, a to še ne pomeni, da je bil on tisti, ki se je motil. On je bil na vodilnem položaju in on je imel prav. Spomnimo se leta 2014. Naveličan je bil stalnih izgovorov, kako bodo pri Ferrariju zmagali naslednje leto. Lepo se je zahvalil Luki Cordero di Montezemolo in ga odstranil. Sam se je postavil na njegovo mesto in začel je revolucijo v ekipi. In ni treba naštevati, koga vse je odpustil in koga vse je nastavil. Zamenjal je kompletno garnituro. In tudi v tisti drugi garnituri, ko je prišlo do spora med njim in posameznikom, je tisti posameznik kar hitro zapustil ekipo. In tu lahko omenim na hitro Jamesa Ellisona pa Lorenza Sassija. Dva med mnogimi. A vseeno, Sergio Marchionne je strastno ljubil Formulo 1 in naredil vse, kar je mislil, da je prav, da bi se vrnili na tista zmagovalna pota. Danes vidimo nekam blede izjave, ki jih daje Mattia Binotto. In prva, tista, ki me najbolj začudila, je ta, da predstave skuderije Ferrari niso na nivoju imena, ki ga nosi. Lepo povedano, to je bilo očitno vsem nam, a kaj po veliki nagradi Štajerske je takoj prišel ven z izjavo, da ni trenutek za iskanje krivcev, temveč se je treba koncentrirati na naslednje dirke. Kako ni trenutek za iskanje krivcev? Ukolikor hočemo odpraviti napake, jih je treba ugotoviti. Ugotoviti je treba, kdo jih je naredil, da jih v prihodnosti ne bo več. Namreč enostavno je reči, ni treba iskati krivce, če je glavni odgovorni za stanje, katerega vidimo on sam. Namreč še zmeraj ima dve funkcije. Ne samo tistega glavnega direktorja ekipe, ampak tudi tehničnega direktorja ekipe. Torej, če ga hočejo zamenjati, praktično nimajo nekega kadra, kateri bi ga lahko ustrezno hitro nadomestil. Iskati bi morali zunaj na tržišču, a vsi tisti potencialno dobri so že zasedeni. In konec koncev, mene osebno je izjemno negativno presenetilo opravičilo Charlesa Leclerca. Da je bil dvojni odstop pri skuderiji Ferrari na veliki nagradi Štajerske njegova krivda, njegova napaka, mislim, da je vsem nam jasno. A opravičilo z njegove strani
A se spomnimo kdaj v preteklosti, da bi kak velikan Formule 1 se opravičil za karkoli? A govorimo o tistem pravem opravičilu, opravičilu iz srca. Spomnimo se samo tistega dvoboja Alain Prost, Ayrton Senna. Najmanj dvakrat sta se zapela eden v drugega. A naprimer po tistem drugem trku Ayrton Senna je lepo povedal, da je vedel, da se mora tako končati in takoj se je tudi končalo, brez kakega opravičila, brez kakve krivde, čeprav je lahko tudi on malce bolj zaprl pot. In to je odraz velikega šampiona. Si kdo izmed vas zamišlja, da bi si lahko kdaj Nelson Piquet starejši opravičil komorkoli za karkoli? Jaz ne. James Hunt, Hunt the Shunt, še manj. Charles Leclerc lahkotno se opraviči za zadevo, katera je nepojmljiva. Ne samo zaradi opravičila kot takega, ampak zaradi tega, ker od prvega voznika skuderije Ferrari takih napak ne pričakujemo. To pričakujemo od onih neizkušenih. A take za skuderijo Ferrari ne vozijo ponavadi, oziroma tako je moje videnje. In seveda, da ne boste mislili, da imam kaj proti skuderiji Ferrari. Poglejmo, kam je pripeljal vodja brez pravega karakterja, naprimer McLaren. Namreč vsi se sprašujete, zakaj je McLaren kar naenkrat iz tiste mogočne ekipe, katera je bil, postal to, kar vidimo danes. In danes je v dobri formi, danes je v vzponu. Ampak spomnimo se tisto obdobje med sezono 2014 pa 2018. Takrat je bil kot vodja ekipe v McLarenu zaposlen Eric Bouyer. Mnogi se ga ne spomnite, ker verjetno je bil malce manj opazen. In seveda bil je on tisti, ki je vodil v ekipo v tisti čudni tranziciji z Mercedesa k Hondi in potem k Renaultu seveda. Tudi on je bil eden izmed tistih tvorcev bajke z Fernandom Alonsom. Bajke, katera je postala bolj podobna Nočni mori in tukaj mislim, da se strinjamo vsi. In prav tu je bila ena karakterialna napaka, katero pri skuderiji Ferrari si ne bi smeli dovoliti ponoviti. Namreč, pri tej menjavi pri McLarenu, ko so šli na pogonske sklope Honda, so začeli obujati preteklost, 80. leta, fantastično obdobje, zmage kot po vrstnem redu. In zgodilo se ni nič od tega. Če pogledamo danes skuderijo Ferrari, je razpeta med prihodnostjo in preteklostjo. Pa začnimo s preteklostjo. Kolikor odpremo kak material, katerega nam posreduje skuderija Ferrari, vidimo tisti napis Essere Ferrari, biti Ferrari. A biti Ferrari v preteklosti, tisto, kar smo videli daljna desetletja od tega, tiste fantastične zmage, katerim nihče ne oporeka. In po drugi strani vidimo neko projiciranje v neko nedoločeno prihodnost. Ja, Charles Leclerc je bodoči svetovni prvak, bodoči vodja skuderije Ferrari. A mi smo tu danes v sezoni 2020. Zmage in točke se dobivajo v nedeljo na dirki. Tisto, kar je bilo v preteklosti in tisto, kar bo v prihodnosti, praktično nobenega ne briga. A problem je, da imamo tudi kot lastnike ljudi, katerih verjetno skuderija Ferrari ne briga toliko. Naprimer, John Elkann ni niti senca tistega karakterja, ki smo ga videli pri že prej omenjenemu Sergio Marchionu. Kaj pa Luis Camilleri? Je kdo sploh opazil, da bi karkoli rekel, karkoli naredil? Jaz, razen tistih običajnih fraz, katerim verjetno napiše kdo drug, nisem. In prav tu je problem skuderije Ferrari danes. Da tisti, ki so na mestu, iščejo izgovore, zakaj so lahko tam na tistem mestu, da bi imeli karakter in priznali svojo odgovornost ter pokazali pot iz krize, no, tu tega pa jim bistveno zmanjka. Seveda gre za moje videnje, moje razumevanje, a mnogokrat vidim, da to zazrtje v preteklost pri Ferrariju je pravzaprav nekaj takega, kot da bi skušal Mattia Binotto
slediti tistemu izreku, ki ga je povedal Enzo Ferrari tam nekje 60-ih, 70-ih letih. Namreč dejal je, da s šasijo se ukvarjajo tisti, ki niso sposobni napraviti motorja. In Mattia Binotto je vzel verjetno ta izrek malce preresno in ga še malce bolj potenciral, ampak to vzemite v sarkastičnem hecu, kateri hoče malo umiliti situacijo, v kateri smo priča. In mislim, da bo potrebno kar nekaj sprememb in dolgo let, da bomo videli kak napredek. Podobno, kot smo gledali pri McLarenu. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.